gor, da se lahko prešteje. Gospod Šušteršič, vi glasujete? Aha, se opravičujem Stebarjem. 23 za. A je kdo bil proti? Nobeden. Amandma je bil izglasovan. Zdaj pa gremo na osnovni sklep, ki smo ga dobili skupaj z predlogom finančnega načrta. Torej, zdaj ta amandma je že sprejet in je vključen v tekst tega celotnega predloga finančnega načrta, ki smo ga dobili skupaj z vabilom. Ne bom ga brala, je napisan na strani 2 in 3 in ima 4 točke. Gre za 2 milijarde 847 milijonov prihodkov in odhodkov v letu 2018. Ali je kakšna razprava na ta predlog sklepa? Če ne, potem predlagam, da glasujemo. Tokrat bom prvič pozvala najprej predstavnike zavarovalcev. Tisti, ki smo za, prosim, da dvignemo zeleno ploščico. Držimo gor, da se prešteje. A je kdo proti? Nihče. Pozivam predstavnike delodajalcev, da glasujete. Tisti, ki ste za, prosim, da dvignete zeleno ploščico. Držimo, da se prešteje. 15 za. Tisti, ki ste proti rdečo ploščico, dvignete, prosim. 4 je proti. Je zadostna večina? Torej, od 15 jih je 11 glasovalo za, pa 4 je proti. Aja, 15 za, pardon. Pa 4 je proti. Je potrebna večina, ne? Ugotavljam, da je bil finančni načrt za leto 2018 sprejet. Gospa ministrica, želite to? Ja. Ja, pa imamo še 2 dopolnilna sklepa. Kar izvolite? Dovolite, da se zdaj vsem iskreno zahvalim, da ste razumeli vse argumente in potrebe, ko ste sprejeli ta finančni načrt s tako veliko večino. S tem ste omogočili, da bodo tudi izvajalci imeli pravočasno finančne okvire in bojo lahko pravilno razporedili delo sredstva, da bodo v letošnjem letu dobri rezultati.